Pozdravljeni! Kritike Liberty Media kot upravljavca Formule 1 so stalnice v medijih. Imamo približno dva vira teh kritik, nekatere ekipe in bivše upravljavce tega športa, in tu mislim na Bernieja Ecclestona. A preden začnemo tudi mi z valom kritik o tem, kako pri Liberty Media ne znajo s Formulo 1, kako z ameriškega športa ne moreš upravljati evropske serije, se moramo spomniti, v kakšno situacijo so sploh prišli. Vrnimo se malce nazaj v tisto sezono 2016, v kateri je Bernie Eccleston zadnjič upravljal s tem nam ljubim športom. Je bila situacija v sezoni 2016 res tako rožnata? In če je bila tako rožnata, zakaj je Bernie Eccleston sploh prodal Formulo 1 Liberty Media, če ji želi tako dobro in če situacija je bila boljša, kot je tista, ki jo vidimo danes. Namreč v sezoni 2016 ne samo, da smo videli izjemno dominacijo Mercedesa na progi, tudi v samem upravljanju športa smo videli veliko zmedo. Spomnimo se samo tistega načina kvalifikacij, kjer ne ekipe, ne organizatorji in niti publika ni razumela, kaj so hoteli dokazati. Ne vem, če je bilo Bernieju Ecclestonu jasno, a po dveh dirkah so se vrnili na starega. Publika v Formuli 1 je padala že več kot desetletje, namreč s tem, prenosom teh javnih, predvajanj dirk na te plačljive kanale so dosegli samo to, da je publika zbežala. In tudi zmerom višje in višje cene vstopnic na dirkah samih so dosegle podoben učinek. To je sprožilo val odhoda publike s Formule 1 in res moraš imeti rad ta šport, da si mu v tistih sezonah sledil. Danes je situacija malce boljša. Liberty Media seveda ima vizijo. In če pogledamo te nove medije, te nove platforme, kot so Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, vidimo, da je Formula 1 eden izmed najbolj rastočih športov. In temu gre po mojem mnenju zasluga prav Liberty Media. Po drugi strani, pogodba Concord je bila podpisana, ko so oni na začetku leta 2017 vstopili v Formulo 1. Manevrskega prostora so imeli pravzaprav zelo malo, namreč tisti dodatek, ki se ga je izboril Ferrari, tisti zgodovinski bonus so morali plačati, tudi če se z njim praktično ne strinjajo do izteka pogodbe. In to bo argument, katerega bom se nekako dotaknil v nadaljevanju. Zavedati se moramo, da Liberty Media ima svojo vizijo, kaj hoče s Formulo 1, in podatki pravijo, da na tržiščih, kjer si je Bernie Eccleston, nekako želel uspeti, je njim v sorazmerno kratkem času uspelo zagotoviti zanimive rezultate. Tudi njihova platforma F1 TV, kljub porodnim težavam, ima ambicije postati resni medij. Vem, na začetku, kot pri vsaki stvari, so bile tudi tu težave, a zanimivo je dejstvo, da imamo v mnogih državah, tudi pri nas, možnost izbirati od prostega javnega kanala do F1 TV, ki je sicer plačljiva, a ponuja bistveno bolj kvalitetne vsebine, kar je seveda zanimivo. In prav tu je tista točka, kjer mislim, da je Liberty Media izbrala pravo potezo. Po eni strani vrniti Formulo 1 prenose na čim več javnih kanalov, tudi v državah, kjer je bilo vse na tistih plačljivih medijih. Zraven tega ponuditi neko vsebino, katero da bistveno več podatkov, bistveno bolj kvalitetno, tako da lahko potrošnik izbira. Da ni primoran samo na en medij in še po možnosti tisti plačljiv in še verjetno slabe kvalitete. To je ena izmed zadev, kjer po mojem mnenju so na pravi poti, a potrebno je še nekaj časa, da bomo videli rezultate. Namreč, zavedati se moramo, da so vstopili komaj na začetku leta 2017. V sezoni 2017 kaj dosti sprememb niso mogli narediti. Prve, so lahko prišle na dan komaj na začetku leta 2018 in rezultate jih vidimo letos. In rezultati, ki jih vidimo letos, so daleč od tega, da bi bili negativni, vsaj kar se mene tiče. Če pogledamo vsaj drugo polovico sezone, je enkratna. Seveda ne gre zasluga samo Liberty Media, ampak tudi oni so k temu pripomogli. Verjetno ena izmed največjih kritik, ki jih ima marsikdo o Liberty Media, je to, da so umaknili hostese s Formule 1.
A bodimo iskreni, je bistvo Formule 1 to, da drži hostesa dežnik pred bolidom Formule 1? Po mojem ne. Ukolikor so se odločili za ta korak, so vedeli, kaj delajo. In tudi po drugi strani, če pogledamo to, da so dali možnost, mlajšim otrokom, da se približajo svojim junakom Formule 1 tam na progi, je pohvale vredno. Kajti oni, otroci, so tisti šampioni prihodnosti in verjetno tudi kaj takega lahko komu da vzpodbudo. Seveda, mnogi bi radi videli hostese, a mislim, da danes v svetu interneta dobijo lahko tisto vsebino na kakem drugem kanalu. A vrnimo se k tistim kritikom Liberty Media, tistim določenim ekipam, ki ne dobijo lepih besed o tej organizaciji. Namreč, če pogledamo malce tako, bomo opazili, da to so le tiste najbogatejše ekipe. Le oni vidijo, da Liberty Media ne ve, kaj dela. Zakaj? Liberty Media želi vpeljati v Formule 1 res nekaj, kar so videli na tem ameriškem športu. Budget Cup. Hoče vpeljati tisto filozofijo, da imajo vsi na razpolago enako količino denarja in s temi omejenimi sredstvi naj pokažejo, kdo je boljši. In nekako tudi nam, verjetno navdušencem, to se ne zdi tako napačna ideja. Napačna ideja se zdi ekipam, posebej tistim, katerim se bo proračun zmanjšal in bojo primorane tudi odpuščati določeno število ljudi oziroma opustiti določene projekte. Kaj hočemo v Formuli 1 je tudi politika in smo tik pred podpisom nove pogodbe Concord. In prav tu bomo videli, kako močne načela ima Liberty Media. Prišlo bo do res velikega dvoboja, kjer bojo ekipe zahtevale svoje, Liberty Media bo pa morala držati trdno roko nad tem. Kako bo s tem dodatnim bonusom Ferrarija, bomo videli, kako bo s Budget Cupom tudi. A menim, da Liberty Media bo dosti bolj trd pogajalec, kot je bil Bernie Ecclestone. Problem je samo eden. Če bi Bernie Ecclestone znal tako dobro upravljati s Formulo 1, kot pravi danes v medijih, ne bi nikoli videli Liberty Medije sploh blizu. Zakaj je prodal, ukolikor je vedel, kaj storiti, da bo nam ljubi šport rešil? Danes se bolj pojavljajo te igre, te zakulisne igrice, kdo je pametnejši, kdo je boljši. Ako je imel možnost pokazati, in govorimo o Bernieu Ecclestonu, pa tudi o raznih ekipah, so bili rezultati bistveno slabši od tistih, ki jih vidimo danes. In še več, marsikdaj se grehi Bernia Ecclestona pripišejo Liberty Mediji z ust samega Bernia. To se pravi, le ni vse tako črno, kot nam nekateri hočejo prikazati. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.